Prehajamo na 7. točko. Predlog odloka o zbiranju komunalnih odpadkov na območju občine Kamnik v drugi obravnavi. Predlog odloka je objavljen v gradivu številka 17. Dodatno gradivo amandmaja predlagatelja odloka ste člani sveta prejeli na seji. Predlagatelj župan, poročevalci Mihaela Brnot-Vetrnik, Aleš Korjanc in Maja Sušnik. Besedo ima Mihaela Brnot-Vetrnik. Hvala lepa. Občinski svet je na svoji prejšnji seji 5. oktobra 2016 obravnaval predlog odloka o zbiranju komunalnih odpadkov na območju občine Kamnik v prvi obravnavi in ga tudi sprejel. Pri sami obravnavi odloka strani občinskega sveta ni bilo podane nobene pripombe na vsebino posameznih členov. Občinska uprava je predlog odloka posredovala tudi koncesionarju, od njega dobila mnenje in nekatere njegove pripombe upoštevala pri pripravi predloga odloka za drugo obravnavo. Tako da je vsebina tega odloka, ki je zdaj v drugi obravnavi, v nekaterih členih malenkostno spremenjena, bistvenih sprememb pa ni. Če gremo kar po členih, v 9. členu je dodan nov tretji odstavek, ki določa možnost, da izvajalec zbira tudi druge odpadke lahko, ki sicer niso obvezni in niso navedeni v prejšnjem odstavku tega člena. Tukaj gre za stara oblačila, tekstil, potem za na primer električno in elektronsko opremo in tako dalje. Potem v 15. členu, ki obravnava biološke odpadke, je v drugem odstavku sprememba, in sicer v zimskem času bo odvoz bioloških odpadkov potekal enkrat na 2 tedna, v blokovskih naseljih po vsej verjetnosti enako kot zdaj enkrat na teden. Namreč dikcija je, da se odvoz bioloških odpadkov izvaja najmanj enkrat na 2 tedna. Zakaj ta sprememba? Malo smo se pozanimali po drugih teh smetarskih komunalnih podjetjih, pa občinah, in dejansko v večini primerov je v zimskem času odvoz bolj poredek, ker je tudi bioloških odpadkov pri povzročiteljih manj. Potem je dodan 23. člen, ki obravnava zbiranje odpadkov na območju Velike Planine. V bistvu ne gre za novo dejavnost, izvajalo se bo tako kot sedaj, samo to področje pri prvi obravnavi res ni bilo zajeto. Posledično se potem preštevilčeni vsi naslednji členi od 24. naprej. Potem je v 30. členu je dodan drugi odstavek, ki bolj podrobno določa izvajanje kontrole ločenega zbiranja odpadkov strani izvajalca. Prav tako sta dodana 2 nova odstavka, drugi in tretji, v 37. členu odloka, ki vsebuje oziroma pokriva področje obračuna stroškov storitev. In sicer v teh 2 odstavkih je še bolj podrobno navedeno, med drugim tudi to, da izvajalec zbiranja zaračunava uporabnikom tudi stroške izvajanja gospodarskih javnih služb, obdelava in odlaganje, ki jih ne bo oziroma jih ne izvaja več isti izvajalec kot zbiranje odpadkov. Malenkost bosta spremenjena tudi 36. in 38. člen, in sicer z amandmaji, to bom pa potem kasneje razložila. Hvala. Odpiram razpravo. Delovna telesa, svetniške skupine, svetnice, svetniki. Besedo ima Bogdan Pogačar. Sem vesel, da ste opazili, se pravi, območje Velike Planine, da ste poskrbeli tudi za odpadke, ki nastajajo tam gor. Me pa zanima ena stvar. Omenila ste, da ste od koncesionarja prejeli mnenje in nekatere pripombe upoštevali, nekatere ne. V bodoče bi bilo dobro, da bi svetniki takšna mnenja in predloge v bistvu v gradivu tudi prejeli, no. Da bi videli, kako. Ja, verjamem, ja. Hvala.
Želite pojasniti? Glejte, odlok ni pisan za sedanjega koncesionarja. Tukaj gre za odlok o izvajanju gospodarske javne službe zbiranje. In sedanji koncesionar je trenutni izvajalec. Odlok bo pa, če ne bo kakšnih bistvenih sprememb na tem področju, veljal mogoče dlje, kot bo sedanji koncesionar izvajal. Tako da upoštevamo mnenja, ampak vseh mnenj, vseh pripomb nismo upoštevali, ker je bilo nekaj zelo, rekla, ni bilo smiselnih, nekatere pa smo. No. Bilo je naporno. Še kdo? Besedo ima Brane Golubović. Čujem. Hvala. Opravičilo sprejeto. Prehajamo na prvi amandma predlagatelja. Besedo ima Mihaela Brnot Vetrnik. Prvi amandma se nanaša na 36. člen odloka, ki obravnava oblikovanje cene. In sicer predlagamo, da se črta zadnji 4. odstavek, ki določa, da uporabniki oziroma da izvajalec uporabnikom ne sme zaračunavati diferencirane cene storitev, če v bistvu isti izvajalec izvaja gospodarsko javno službo na območju občine. Zdaj takole, oblikovanje cene dejansko določa vedno republiški predpis, trenutno je to uredba o metodologiji za določevanje, za oblikovanje cen storitev gospodarskih javnih služb varstva okolja. In ta uredba je obvezujoča, z odlokom se, kar se tiče oblikovanja cene, nič ne more spreminjati oziroma določati drugače, kot je v uredbi določeno. Ta 4. odstavek se pa malenkost dejansko razlikuje od same dikcije glede prepovedi razlikovanja cen, ki je v sami uredbi. Zato se nam je zdelo najbolj smiselno, da 4. odstavek črtamo, ker dejansko uredba točno določa v svojem 12. členu, da je razlikovanje cen storitev med uporabniki prepovedano. Hvala. Želi o amandmaju kdo razpravljati? Svetniške skupine, svetnice, svetniki. Zaključujem razpravo o tem amandmaju in bomo o njem glasovali. Občinski svet občine Kamnik sprejme amandma številka 1 k predlogu odloka o zbiranju komunalnih odpadkov na območju občine Kamnik v drugi obravnavi, ki se glasi: v 36. členu odloka se črta 4. odstavek. Glasujemo. Glasovanje poteka. Glasovalo je 27 svetnikov, proti ni bil nihče, za 27. Torej je ta amandma sprejet. Prehajamo na drugi amandma predlagatelja. Besedo ima Mihaela Brnot Vetrnik. Drugi amandma se pa nanaša na 38. člen odloka, ki določa, kaj je infrastruktura lokalnega pomena. Tukaj pa gre za malo različne dikcije glede samega lastništva infrastrukture in tako dalje, v bistvu bolj za, rekla, izražanje, izrazoslovje, in se nam je zdelo smiselno, da se dejansko ta prvi odstavek nekoliko preoblikuje oziroma poenostavi, tako da bi se glasil: za izvajanje javne službe zbiranja komunalnih odpadkov je potrebna naslednja infrastruktura lokalnega pomena: zemljišča in objekti zbiralnic, zemljišča in objekti zbirnih centrov. Želi kdo razpravljati o tem amandmaju? Svetniške skupine, svetnice, svetniki? Ne, potem zaključujem razpravo in bomo glasovali. Občinski svet občine Kamnik sprejme amandma številka 2 k predlogu odloka o zbiranju komunalnih odpadkov na območju občine Kamnik v drugi obravnavi, ki se glasi: v 38. členu odloka se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
Za izvajanje javne službe zbiranja komunalnih odpadkov je potrebna naslednja infrastruktura lokalnega pomena: zemljišča in objekti zbiralnic, zemljišča in objekti zbirnih centrov. Glasujemo. Glasovanje poteka. Glasovalo je 28 svetnikov, proti ni bil nihče, torej je ta amandma sprejet. Glasovali bomo še o predlaganem sklepu v celoti. In sicer občinski svet občine Kamnik sprejme odlok o zbiranju komunalnih odpadkov na območju občine Kamnik. Glasujemo. Glasovanje poteka. Glasovalo je 25 svetnikov, proti nihče, za 25, torej je ta sklep sprejet in ta točka zaključena.